namakanje kmetijskih zemljišč, njihova uvedba, zdaj mogoče malo bolj ta dolgočasen tehnični del, ki se mu pa tako ali drugače ne moramo izogniti, ker je pač zakonski predpis tak, da se tega moramo držati, tako kot vseh drugih zakonov. Kaj sploh namakalni sistem je? Eno je, jaz mislim, da moramo v začetku začeti ločevati, eno je to, kar doma zalivamo, drugo pa je to resno namakanje, sistemsko namakanje in strokovno namakanje, ki se ga pač gremo v okviru nekih resnih namakalnih sistemov. To, kar doma delamo, mi, ki smo majčkeno bolj zahecne, je, bom rekel, bolj zalivanje. Drugače pa sam namakalni sistem je pa res skupna prava za zagotovitev vode in tako naprej, kot je v zakonu napisano. Kar je pa zelo pomembno v tej fazi, je pa to, da je spremembo zakona leta 2011 notri prišla tudi definicija, da sistemi za protislansko zaščito oziroma oroševalni sistemi, kakorkoli to imenujemo, spadajo med namakalne sisteme. Ponavadi se tako tehnično zadeva je v naravi ločena, ker za protislansko zaščito potrebujemo večje dimenzije cevi oziroma večje količine vode, ker ne moramo sektorsko namakati oziroma sektorsko oroševati in je treba pač ves pridelek, predvsem v trajnih nasadih, takrat oroševati naenkrat. Je pa stvar tehnike oziroma načrtovanja oziroma projektiranja tega sistema, na kakšen način se ta voda do teh kultur oziroma rastlin dobavi. Zdaj, sam namakalni sistem je tudi zakonsko sestavljen iz odzemnega objekta, dovodnega omrežja in namakalnega opreme. Zdaj, sam zakon jasno definira, da vodni vir ni del namakalnega sistema. Vodni vir je ločena zgodba in tukaj res moramo mešati, ne smemo mešati stvari, kaj je po javnih razpisih programa razvoja podeželja oziroma strateškega načrta skupne kmetijske politike in kaj pravi zakon. Ker v strateškem načrtu oziroma prek programa razvoja podeželja smo financirali tudi vzpostavitev vodnega vira, ki pa zakonsko ni del namakalnega sistema. Tako da tukaj pač te stvari moramo paziti, da ne mešamo stvari javnih razpisov in zakonskih opredelitev. Recimo javni razpisi so tudi delijo namakalne sisteme na tiste z več uporabniki in tiste individualne oziroma z enim samim uporabnikov. Sam zakon pa namakalne sisteme deli na javne namakalne sisteme v lasti lokalnih skupnosti in javne namakalne sisteme v lasti Republike Slovenije. Oboje tukaj pač gre za javne namakalne sisteme, ki pa jih potem ljubkovalno imenujemo lokalni namakalni sistemi oziroma državni namakalni sistemi. Seveda pa imamo tudi tretjo obliko, to so pa zasebni namakalni sistemi, ki so pač v lasti fizičnih pravnih oseb in gor dol. In ta zadeva, še enkrat poudarjam, pač je treba malo ločati, da zadeva ni enaka, kot je v strateškem načrtu oziroma je bila v programu razvoja podeželja. Zdaj, tukaj smo se ob spremembi zakona res spraševali, ali dopuščati izgradnjo novih državnih namakalnih sistemov. Vsi tisti, ki se malo s tem ukvarjamo, poznamo en kup nekih boljših ali pa slabših reliktov, ki jih imamo v naravi, od Vogrščka do Ivancev, do ne vem česa še vse. In ti namakalni sistemi so res stari, pomagala jih je graditi takrat pač oblast, takšna ali drugačna, v katerem koli obdobju je to že bilo. In zdaj, ali naj država še vedno s tem gospodari oziroma ali naj država gradi nove namakalne sisteme, ker se je v preteklosti izkazalo marsikdaj, bog ne daj, da pospešujem, da je daleč od oči, daleč od srca in da država s temi državnimi namakalnimi sistemi ni upravljala oziroma jih vzdrževala optimalno. Zato tudi pač zakon dopušča, da se ti državni namakalni sistemi lahko prenesejo v last lokalne skupnosti. To smo tudi marsikdaj zgradili. Naredili, je pa tako, da je spremembo zakona zdaj ponovno dopustna izgradnja državnih namakalnih sistemov in tudi opredeljeno, kdo te državne namakalne sisteme lahko gradi. In tukaj smo jasno prišli do tega še enkrat, da državne namakalne sisteme lahko gradijo pravne osebe z področja kmetijstva, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Tukaj res računamo v osnovi na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in računamo na inštitucije, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Nočem nobene reklame delati, ampak kot primer sta to Kmetijski inštitut, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo in podobno. Na njih res računamo skupaj s skladom, da bodo v tem vmesnem času, dokler pač ne bojo se kmetje sami oziroma tiste perspektivne kmetije odločale za izgradnjo tudi površinsko mogoče večjih namakalnih sistemov, da bo država v tem vmesnem času nek premostitveni investitor,
ki bo te sisteme uvedla, zgradila in potem pač prek pogodb vsako leto zaračunavala stroške, ki nastanejo v zvezi z namakanjem kmetijskih zemljišč. Potem so pa še te manjše zgodbe, ponavadi manjše, imamo seveda izjeme, ki so pa zasebni namakalni sistemi, ki ga pač uvedejo lastniki zemljišč na območju predvidenega namakalnega sistema. Kar je res zelo pomembno, je, da pri uvedbi namakalnih sistemov oziroma njihovi izgradnji kasneje zadeva ni vezana na gerke. Namakanje je tak poseg v lastninsko pravico, ki ima za sabo tudi finančne posledice v smislu nekega plačevanja letnega nadomestila ali plačevanja po dejansko nastalih stroških, da je zadeva vezana na lastniško parcelo. Tako da, ko mi uvajamo namakalni sistem oziroma ko se ga gradi oziroma ko se pobirajo soglasja ali pogodbe, je zadeva vezana na lastniško parcelo. In tukaj imate razliko med uvedbo zasebnega in uvedbo javnega, se pravi državnega lokalnega namakalnega sistema. Pri državnih namakalnih sistemih želimo oziroma zakon predvideva podpis pogodbe o namakanju. In to pogodbo morajo podpisati tisti lastniki zemljišč, ne zakupniki, ne upravljavci, ne kdorkoli, lastniki zemljišč, ki imajo lasti več kot 2/3 po površini. Ne po številu lastnikov, ampak po površini. Lahko se nam zgodi, da že en subjekt, pravni, fizični, kakorkoli, izpolnjuje ta pogoj in ima več kot 2/3 površine na območju predvidenega namakalnega sistema. Glavni poudarek tega pa je, da imamo v ozadju pogodbo. Ta pogodba je sestavljena načeloma iz dveh želja. Ena je želja investitorja in kasnejšega upravljavca in seveda želja končnega uporabnika, torej lastnika zemljišča. Res se je treba tukaj pametno dogovoriti, nekaj teh vzorcev pogodb imamo pa nas na ministrstvu, drugače imamo tudi en kup že nekih primerov dobrih praks, ko so lokalne skupnosti in pa seveda tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije te pogodbe dale v podpis. Treba je jasno vedeti, da je, ne vem, za končni produkt odgovoren tisti, ki produkt daje na trg. Se pravi, voda je, kakršna je, lahko je dogovorno, se jo ali filtrira, ali popravlja, ali greje, ali hladi, ali karkoli, ampak v osnovi moraš ti poskrbeti, da je voda oziroma produkt, ki ga daješ na trg, neoporečen. To pa pomeni, da če imaš tak tip kmetijske proizvodnje, da si mogoče zaradi neke varnosti in tega montiraš ustrezne, ne vem, filtrske postaje, ustrezne UV lučke za preprečevanje okužb s širihij okoli in podobno. Tako da tehnološke zadeve omogočajo danes marsikaj, voda v naravi je kakršna je. Podtalnica je drugačna, tekoče vode so drugačne, stoječe vode so drugačne, stvar interesa posameznika oziroma potreb tistega, ki to vodo potrebuje. Za razliko od zasebnih namakalnih sistemov, kjer pa ni pogodbe, ker pač verjamemo, da zasebni namakalni sistemi so taki, da se lahko lastniki zemljišč med sabo dogovorijo oziroma imajo interes, in tudi pri zasebnih namakalnih sistemih je ponavadi zadeva taka, da je vezana ali na zemljišča, ki so v izključni lasti ali so lasti tega, ki ima interes po izgradnji namakalnega sistema, ali ima ta zemljišča v formalnem ali neformalnem zakupu in tako naprej. Navadno gre za neke manjše zgodbe. Imamo pa seveda tudi primere zelo dobrih praks, primere večjih podjetij, ki so gradile namakalne sisteme, primer Panvita, PP Agro se aktivno vključuje in bom rekel tudi druga podjetja z področja kmetijstva, ki so pač odvisni od pridelave in morajo imeti stabilno in kakovostno pridelavo, ker so odvisni od pogodb na tržišču in zato si pač ne more privoščiti, da bi bili odvisni od vsakoletnih, da ne bom rekel vsakodnevnih padavin oziroma temperaturnih ali sušnih stresov. Še en tak odstop zakon omogoča. Vemo, to so me pravniki naučili, da je solastnina v Republiki Slovenije eden izmed največjih problemov, ki jih imamo, in da je to tudi ena izmed rak rane slovenske, bom rekel, bolj geodezije kot namakanja, ampak se posledično tudi mi trčimo na to. Dogaja se nam sploh tista zemljišča, ki so bila denacionalizirana oziroma vrnjena v naravi ali kakorkoli že, da imamo veliko število solastnikov z ekstremno nizkimi solastniškimi deleži. Moj rekorder je bil, mislim, da nekaj čez 400 solastnikov, ko smo uvajali namakalne sisteme pri razložitvi solastnine in drugih zemljiških operacijah, je bilo še hujše. S tem, da je imel v tem primeru, ko je bilo čez 400 solastnikov, je imel največji, mislim, da 99,6%. Pol veste, da vsi ostali so imeli
ene majhne fičanke tam notri in s tistim dejansko ni bilo mogoče upravljati drugače, kot da ali se gre v nakup teh solastniških deležev ali v odparcelacijo. Problem je potem, da od 400, če gre za neko spornozumno parcelacijo, morajo biti seveda vsi aktivni, vsi prisotni, vsi živi, vsi znani in tako naprej, in imamo hude težave pri reševanju teh konfliktov. Ali bom rekel, že to, da imaš vseh 400 tam, da to podpiše pogodbo o razrešitvi solastnine, kot jo predvideva stvarnopravni zakonik, je to znanstvena fantastika in se to zelo redko dogaja, ali pa bom rekel, tudi sodna delitev je ekstremno redka. Zato zakon predvideva ta odstop, da se za parcele, ki so v solastnini, šteje, bom rekel, da so ljudje za hec, oziroma v tem primeru za uvedbo namakalnega sistema, če odločitev o tem sprejmejo soglasjem lastnikov, ki imajo več kot 2/3 solastniških deležev. Tako da tudi tukaj, če imamo enega močnega solastnika, je ta zadeva lahko relativno enostavna. Ponavadi, ali pa taka je praksa, da pa sta to ali, ne vem, 2 solastnika, 3, to je velika večina, od tam naprej upada število, ampak ni hudič, da vedno se najde eno zemljišče, ki bi ga rad namakal, ki pa tako zagonetko ima. Tako da tudi tukaj zakon predvideva določene rešitve. Zdaj, jaz zagotovo nimam namena vsega tega brati, to si lahko preberete sami, vsi smo dovolj stari in to znamo. Kaj pa poudarjam tukaj razliko med uvedbo državnega, lokalnega, torej javnega namakalnega sistema in pa zasebnega, je ključna ta pogodba. Zdaj, kar je pa še pomembno oziroma je ključno pri tem, pri uvedbi namakalnih sistemov, je prvič, zadeva mora biti skladna s prostorskim aktom lokalne skupnosti. To pomeni v praksi, da mi, ko dobimo vlogo za uvedbo namakalnega sistema, ta prva stvar, ki je, če je pač vlagatelj oziroma zaprosilec ne vloži, damo vlogo za pridobitev lokacijske informacije. Iz lokacijske informacije morate biti razvidni dve zadeve. Ena je namenska raba prostora, zemljišča, na kateri bi se rada uvedel namakalni sistem, mora biti po namenski rabi kmetijsko zemljišče. Druga pa je, ali je to vrstna zemljiška operacija, med katere spada namakalni sistemi, na tej lokaciji dopustna. Zgodba ima majčkeno daljšo brado, zakon o kmetijskih zemljiščih v osnovi je iz leta 96 ali skje in ima neko tako hecno strukturo, imamo take zelo poetične člene, kot so, ne vem, 3EA, pa 3EB, pa 3EC in seveda imamo tudi 3EAA člen, kar je pa pomembno tukaj, je pa 3Č člen. Na srečo pač imamo slovenščino in ker imamo slovenščino, imamo tudi 3Č člen. In 3Č člen pravi, da kaj je dopustno početi na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. In ta prva alineja oziroma A točka tega 3Č člena je agrarne operacije. In občina je dolžna del tega 3Č člena vplesti v svoj občinski prostorski akt, lahko pa naredi izjeme. In zato je zelo pomembno, da je iz lokacijske informacije razvidno, da lokalna skupnost na teh zemljiščih, na teh lokacijah dopušča karkoli diši po namakanju. Ali piše zemljiške operacije, ali piše agrarne operacije, ali piše namakanje, ali piše karkoli. Mi, bom rekel, vzamemo vse, kar ne prepoveduje tega oziroma je jasno navedeno oziroma se da razbrati, da je namakanje na tem dopustno. Tako da to je prvi pogoj, mora biti po namenski rabi kmetijsko zemljišče, pa namakanje mora biti na tej lokaciji dopustno. Potem pač preverjamo skladnost z zemljiško knjigo, preverjamo skladnost še z ostalimi upravnimi akti in tako naprej, kar je pa ena taka stvar, ki jo pa mogoče v tej fazi najbolj kompleksna. In to je ta famozna D točka, predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če gre za območje varovanja in omejitev po posebnih predpisih. Tudi ta del je vezan na lokacijske informacije, ponavadi je to neko poglavje 9 ali 6.4 ali kakorkoli že, tam notri je napisano območje varovanja in omejitev po posebnih predpisih. Tukaj se pogovarjamo predvsem o varovalnih pasovih, neke, ne vem, kritične, mislim, neke infrastrukture, GJI-jev, natura območij, vodovarstveni območji, karkoli je omejitev v prostoru. Jaz sem jih zdaj naštel, ne vem, mogoče 5, pa z nekaj domišljije in izkušnjami jih naštejem 15. Imeli smo tudi vloge, kjer je bilo teh omejitev v prostoru 27 in več. To pomeni, da imamo resno težavo v Sloveniji v tem,
da imamo na eni točki toliko enih prioritet in toliko enih odločevalcev, ki lahko te zadeve blokirajo tako ali drugače oziroma pogojujejo oziroma želijo omilitvene ukrepe. Ta druga stvar, se pravi, začeli smo s dovoljenjem po 3 členov oziroma z lokacijske informacije. Ta druga stvar, z izjemo deževnice, vedno zahtevamo pravnomočno vodno dovoljenje. Izdajajo Direkcija za vode, načeloma to počnejo te zgodbe v Celju za potrebe namakanja. Imamo zelo dobre izkušnje z njimi in tudi lepo sodelujemo. So pa tako ali drugače Direkcija za vode, predvsem po teh dogodkih v letu 2023, zelo zasedeni z vsemi takimi drugačnimi vlogami, tako da tudi naše odločbe o uvedbi namakalnega sistema ne dobite čez noč in tudi vodnega dovoljenja se ne dobi čez noč. Zato zdaj prvič opozarjam na to, pa bomo verjetno tekom prezentacije še večkrat, te odločbe o uvedbi namakanja se treba pridobiti dovolj zgodaj, zato da ni potem panike, zdaj je zunaj suša, dajte mi odločbo o uvedbi namakanja, da mi jaz lahko to vodo črpal. Če se mi danes pogovarjamo o tem, je realno, da boste dobili odločbo o uvedbi namakanja septembra. Tako ali drugače, če bomo imeli srečo, če teh območij varovanja in omejitev ni preveč. Pa je pa še tretji tak ključen dokument, ki ga izpostavljam tukaj, je pa predhodni postopek oziroma presoja vplivov na okolje. Uredba, ki to določa, ima pragove in z nekaj usklajevanj in prepričevanj in veliko dobre volje in razumevanja na obeh strani smo te pragove v zadnjih letih uspešno nekoliko dvignili. In sedaj je meja za začetek predhodnega postopka 50 hektarjev in obvezna izvedba presoje vplivov na okolje na 100 hektarjev uvedbe namakalnega sistema. Tako da to je mogoče ena taka mala zmaga. Še ena taka stvar, ki je mogoče pomembna v tej fazi, ko govorimo o soglasjih in dovoljenjih, je gradbeno dovoljenje. Načeloma po uredbi o razvrščanju objektov oziroma po gradbenem zakonu so vsi namakalni sistemi enostavni objekti, če nobeden od delov namakalnega sistema ne presega gabaritov za enostavni objekt. Čim enkrat katerikoli od teh katerikoli delov tega namakalnega sistema to preseže, je ali za tisti del ali za celoten del treba pridobiti pač zahtevnejši tip gradbenega dovoljenja. V končni fazi, če je zadeva vezana na presojo vplivov na okolje, se lahko sproži tudi zahteva za integralni postopek, da se sočasno z gradbenim dovoljenjem naredi tudi presojo vplivov na okolje. Ena taka stvar, ki je potem, ko se mimo zmaja, ki izdaja odločbo o uvedbi namakanja, ponavadi sem to jaz, tako da tega zmaja morate prepričati, da imate vse ustrezna dovoljenja in soglasja in da jaz to potem poklukam in naredimo zvezdice in pozive na dopolnitev in pridobimo vsa ustrezna dovoljenja, ki jih lahko dobimo po uradni dolžnosti in tista, ki jih mora pač posamezni vlagatelj meni dostaviti, potem mi izdamo to odločbo. In ta odločba se vroča vsem lastnikom zemljišč na območju namakalnega sistema do vodnega omrežja, če slučajno je to dovodno omrežje izven območja namakalnega sistema, kjer je odzemni objekt in pa pač seveda predlagatelju, če ta predlagatelj ni eden izmed prej naštetih. Zdaj, kot smo prej rekli, težava je v detajlih. V večini primerov je ta zadeva gladka. Če pa govorimo o površinsko večjih sistemih, pridemo na eno izmed takih parcel, kot sem prej rekel, z nekaj 10 ali celo nekaj 100 solastnikov, ki so v pogledu v zemljiško knjigo imaš samo napisano Janez Novak, Buenos Aires in tisti prvi del emša, ki je razviden iz zemljiške knjige, pove, da je bil možakar rojen leta 1860. In tukaj se pa stvari potem začnejo postopkovno vleči, ker vse te odločbe, ki jih ne moremo vročiti po navadni pošti, ker zakon predvideva, da se odločbe vročajo z navadno pošto, je potem avtomatska uporaba zakona o splošnem upravnem postopku. To pa potem pomeni, da iščemo pravne naslednike, da iščemo dediče, da se določijo skupnega predstavnika in tako naprej. Zato je treba pri teh površinsko večjih namakalnih sistemih seveda računati tudi na to, da vročanje ne bo šlo gladko. In v teh primerih se lahko zgodi, da do pravnomočnosti odločbe lahko traja tudi pol leta ali več.
včasih imamo potem še en kup nekih klicev ali po možnosti celo upravnih sporov in tako naprej in se zadeva zaradi nepoznavanja samega postopka namakanja in iz previdnosti ljudje dajo pravni spor. Saj jaz sploh ne vem, kje imam, ampak zihar bo država nekaj hoče, jaz sem proti. Zato jaz še enkrat več vse lepo pozivam, dajmo se pogovarjati, preden se tožarimo, oziroma dajmo se pogovarjati in si razložiti stvari, zato ker na tak način lahko odpade marsikatera ideja, zagonetka, pomislek ali karkoli podobnega, da želimo kdorkoli, komorkoli kaj vsiliti. Sama veljavnost odločbe namakalnega sistema je 5 let od pravnomočnosti. Ta odločba ima v bistvu status dovoljenja. In če to dovoljenje oseba ima, v teh 5 letih lahko namakalni sistem izgradi. Če po 5 letih tega ne naredi, odločba avtomatsko zapade in je treba pridobiti novo. Seveda je treba pa vse skozi pač biti tudi pozoren, ker imajo druga soglasja, ki jih je treba pridobiti, to so pa tista soglasja in dovoljenja, če gre za območje varovanja in omejitev po posebnih predpisih, imajo pa svojo ročnost. Primer, ne vem, izmišljujem si za poseg v varovani pas elektrokomunikacijskega omrežja, Elektro da projektne pogoje, ki veljajo 2 leti. In lahko se zgodi, da po 2 letih so stvari nekoliko drugačne, zato je pač odgovornost vsakega posameznika, da je pozoren na to. Zagotovo morajo biti ljudje tudi zelo pozorni, da če po nekem naključju vejo, da rabijo vodno dovoljenje, pridobijo vodno dovoljenje, to še ni dovolj, da lahko namakaš. To je dovolj, da uporabljaš vode za potrebe namakanja, ni pa to še dovolj za to, da lahko namakaš kmetijska zemljišča. Zato je tudi v zakonu jasno napisano, naslednji slajd bom večkrat tak, oziroma par naslednjih, koliko je amortizacijska doba namakalnega sistema, da se točno ve, po kolikem času se lahko pogovarjamo o kakršnihkoli ali renovacijah, ali izgradnje novih, ali tehnoloških posodobitvah in tako naprej. Mi smo, bom rekel, na podlagi nekih strokovnih nalog in ocen, ki smo jih naredili pred spremembo zakona, prišli do številke 20 let, toliko je amortizacijska doba namakalnega sistema. Po tem času bi bilo smiselno, ni predpisano, kakorkoli bi bilo smiselno zdaj natuhtati, kaj s tem namakalnim sistemom narediti. Seveda so tehnološke posodobitve, nadgradnje, investicijsko vzdrževanje in tako naprej zaželene že prej. Tehnika danes, sploh v kmetijstvu, kjer smo mi mogoče kakšen korak za najbolj razvitimi državami ali pa več korakov, gre tako hitro naprej, da bom rekel, to, kar danes postavljamo, je čez 10 let lahko reže neka zastarela oprema in je mogoče smiselno iti ali v neke, ne vem, posodobitve, dodatne stvari noter, se izkazuje, da je treba, ne vem, dodatne črpalke, ali je treba zmanjšati napetostno moč, ali je treba zmanjšati, oziroma se ugotovi, da bi bilo smiselno prek frekvenčnih regulatorjev dodatne črpalke noter dati, da potem res bolj ciljno namakamo, zagotavljamo ustrezne tlake v ceveh glede na potrebe uporabnikov in tako naprej. Tako da ta investicijski del oziroma investicijsko vzdrževanje ali tehnološke posodobitve se lahko izvaja seveda že pred iztekom amortizacijske dobe. En tak mogoče hecen na prvo žogo pojem, ki ga zakon tudi opredeljuje, je, da se državni in pa lokalni namakalni sistem lahko samo razširita, zasebni se pa lahko razširi ali zmanjša. Zakon ne predvideva, da bi zmanjšal območje državnega namakalnega sistema, ker načeloma, če smo enkrat državnega oziroma javnega, da sem zelo natančen, načeloma, če smo enkrat dosegli neko soglasje in podpisali dovolj površinsko pogodbo o namakanju, je smiselno, da se, ker gre za površinsko večje in tudi ponavadi projektno zahtevnejše namakalne sisteme, da vsaj 20 let ti namakalni sistemi po izgradnji tudi nekako funkcionirajo. Seveda smo pa vsakega, ki se priključi na ta namakalni sistem, če seveda vodni vir in karakteristike namakalnega sistema to omogočajo, da se ta namakalni sistem razširi na nove uporabnike. Vedno se pa lahko namakalni sistem ukine pod pogoji, ki jih pa zakon opredeljuje, ampak tukaj smo načeloma zato, da delamo reklamo za namakanje, ne za njihovo ukinitev. Zdaj smo pa tukaj, bom rekel, tiste stvari, ki mene malo, ne bom rekel, da spravljajo slabo voljo, ampak me malo žalostijo. Velikokrat pridemo do situacije, ko
ljudje pridajo do mene, ali pa slišim takole, ali pa sem na kakšnih predstavitvah, ali pa na sestankih, ali pa kakorkoli. Uvedba namakalnega sistema je grozen postopek, ne? Noro zahteven, sploh nismo vedeli, to je najboljš, ne? To je toliko zahtevno, ampak sploh nismo vedeli, da rabimo odločbo o uvedbi namakanja, ne? To, mislim, tudi probali še niso, pa se že pogovarjamo o tem, da je to noro težko. Jaz še vedno ne razumem, da pa postanemo na področju kmetijstva, vsi vejo, da za strojno lopo rabiš gradbeno dovoljenje. Vsi vejo, da je treba za hlev dobiti gradbeno dovoljenje, a ko pridemo do namakalnega sistema, se pa gledamo tam, a rabimo odločbo o uvedbi namakanja, to je pa res hecno, ne. In tudi, če dobivaš gradbeno dovoljenje za karkoli, seveda, če gre za območja varovanja in omejitev po posebnih predpisih, rabiš njihovo soglasje, a pri namakanju tudi, ja, to je pa administrativna ovira. Namakanje je poseg v prostor. In za namakanje v osnovi, sicer so enostavni objekti, ampak so objekti. Torej ni nič drugače kot pri kakršnih koli drugih objektih, ki jih imamo, oziroma še lažje je, ker gre za enostavne objekte. Kar se mene tiče, mi lahko iz namakalnega sistema črtamo vse to, kar je tamle prečrtano in označeno z rumeno. Jaz to naredim z največjim veseljem in mirno dušo. Kaj pa s tem naredimo? Tolkle. In zdaj grem en slajd nazaj. Zakaj imamo tole notri? Ne zaradi nas, ne zaradi organa, ki namakalne sisteme uvaja, in ne zaradi tega, ker bi mi hoteli malo iz ljudi se norca delati, ampak zato, ker se nam je v preteklosti zgodilo, ko teh od B do E točke v zakonu še nismo imeli, da so ljudje dobili odločbo o uvedbi namakanja, začeli graditi namakalne sisteme, po se je pa začelo komplicirati. Po možnosti še kandidirali na javnih razpisih, pol so pa vodno dovoljenje, veš, tega pa nimam. Kaj natura je tukaj? Natura prav, da ne smem. O, ti šment nazaj, ne? In se je zgodilo to večkrat, velikokrat, ali pa veliko prevečkrat, da so ljudje začeli z izgradnjo, financirali, potem pa ustavili zadevo in niso mogli niti sredstev počrpati, zakreditirali so se in tako naprej, in smo prišli do situacije, ko smo imeli hude težave na terenu, kako zdaj tem ljudem pomagati zaradi nevednosti. In zato smo mi težo naše odločbe dali na način, da je naša odločba tista zadnja. Ker tudi, če tega notri ni, to ne pomeni, da tega vlagatelj ne potrebuje. In z našo odločbo samo preverjamo izpolnjevanje vseh drugih pogojev, da ljudje ne bodo prišli do teh situacij, ko so začeli z izgradnjo ali pa postavitvijo namakalnega sistema brez ustreznih soglasij in so se potem ustavili nekje. Jaz srčno upam, da čim bolj na začetku investicije, ker bolj kot je šlo proti koncu, težje je njim. In zato so vse te dikcije notri, da se zadeva pred samo izgradnjo in pred nastankom nekih velikih stroškov že pogovarjamo o tem, ali je na tej dotični lokaciji to sploh dopustno in ali so vsi ostali deležniki v prostoru oziroma nosilci urejanja prostora, kakorkoli jim rečemo, res zato, da ta namakalni sistem tam je. Eni dajo soglasja, eni dajo mnenja, eni dajo projektne pogoje, eni dajo karkoli že. V končni fazi jaz iz lokacijske informacije preberem, katera so območja varovanja in omejitev, napotim stranko, če sama tega še ni priložila, kaj mora priložiti in kje to dobi. In ko pogledamo vsi skupaj, da je to z vseh strani zadeva dovoljena in da je z vseh strani kljukca, šele potem zaradi varnosti vlagateljev izdamo pač to odločbo, pustimo potem to vročanje, ki lahko nekaj časa traja, ampak tudi tukaj, ker gre za poseg v zemljišča, v lastniško parcelo in seveda pač posledično tudi druga zakonodaja tukaj prime, to vročanje traja nekoliko dlje do pravnomočnosti, ampak moja želja potem naprej je, ker pač imate to nesrečo, ali pa upam, da bo kdo rekel, da tudi srečo, da tudi mi izvajamo javne razpise in moj interes je, da ko enkrat tega zmaja premagate, se pravi, da vam izdam to odločbo o uvedbi namakanja, potem imate s tem 95% vloge na javni razpis že pridobljene. In nekaj, kar smo preverjali v fazi upravnega postopka izdajanja odločbe o uvedbi namakanja, agencija ne preverja več ob izdaji odločbe o pravici do sredstev. Tukaj so te poenostavitve, ki jih moramo nujno narediti, če jih še nismo, oziroma smo vedno odprti za to, da se nam neke take poenostavitve tudi predlaga, sploh o prelomu programskega obdobja. Zdaj se bo to začelo izvajati, ko se bo začel delati nov strateški načrt oziroma katerikoli vir financiranja za te zemljiške operacije pač bo.
vedno smo odprti za dobre predloge, vedno smo pa zaprti za to, da nekdo reče vse skupaj je za nič. Ok, sprejmem, da je za nič, ampak povej mi, kakšen je tvoj predlog in mnenje, da je stvar lahko boljša. Če mi poveš, da sem za nič, s tem nismo še nič rešili, pa nima težav s kritiko na svoj račun. Želim pa vedno neko konstruktivno rešitev za to, da smo lahko boljši. Zakon nismo pisali za nas, zakona nismo delali za to, da bomo mi sami sebi delo delali, ampak zakon smo delali za to, da v končni fazi bomo imeli vsi skupaj kaj pokazati v smislu neke prehranske varnosti in suverenosti. Tukaj sem za nalaž dal res eno tako veliko črno ničlo. Res, če vržemo to iz zakona ven, s tem ne bo nobene spremembe. Zato res še enkrat v tem delu ne delajmo antipropagande, ne delajmo že vnaprej nekih predsodkov, kako se ne da, kako je to grozno, kako je to administrativno zahtevno. Jaz sem prepričan in tudi glede na to, koliko teh odločb sem v življenju izdal, vsi tisti, ki so resno mislili, so tudi pripeljali postopek do konca. Vsi. Mogoče jih v teh mojih 15-17 letih, odkar se s tem ukvarjam, na prste ene roke lahko preštejem tisti, ki niso uspeli zaradi tega, ker je bilo administrativno zahtevno. Ostalih 300 pa je. Tako da podobno je to, ko se pogovarjamo vse povsod. Vode ni. Voda je. Ali imamo površinsko vodo, spravi vodotoke, zadrževalnike, karkoli, imamo podtalnico in imamo deževnico. In imamo deževnico po celi Sloveniji, tako da ne, da vode ni, ne znamo jo zadržati. In jaz podobnega mnenja sem za kater konc Slovenije in jaz verjamem, da če imamo, ne vem, 800-900 mm padavin v submediteranskem delu Slovenije ali pa v subcelinskem, kakorkoli imamo teh padavin nekoliko manj kot v srednjem delu, ampak še vedno 900 mm padavin je veliko padavin. In za marsikatero kulturo lahko zadostuje nekaj 10 kubičnih metrov zadržane vode, pa lahko s tem ohranjamo proizvodnjo, ohranjamo rastlino pri življenju ali jih celo zdaj z temi novimi pristopi hladimo v teh vročinskih in sušnih stresih. In moja filozofija že pač, ne bom rekel od majhnega, ker prav majhen nikoli nisem bil, ampak od mlajših let ne, jaz res ne verjamem, da se stvari ne da. Ne verjamem. Zato res prosim vse tiste, ki imate interes, da se ljudje obračajo na vas, da imate vi interes, da kakorkoli že pridite do nas. Tukaj pustimo, koliko nas je, tisti, ki smo, bomo vam zagotovili vso strokovno in tehnično pomoč, vas bomo usmerili na prava vrata, vam bomo pomagali za to, da bom rekel, bomo imeli teh namakalnih sistemov v Sloveniji, upam, da vsako leto več, ker to, kar se nam dogaja zdaj, ni več anomalija. Jaz težko kupam tudi zgodbo, da bom rekel, je suša zdaj nekaj, kar nas je presenetilo. V zadnjih 25 letih smo imeli, ne vem, 23 sušnih let, ene so bile lokalne, ene so bile na ravni cele Slovenije, da ne govorim celo večjih območij. To ni nekaj, kar bi bilo novo. In namakanje kot ključen prilagoditveni ukrep tudi ni nekaj, kar bi bilo novo. Samo pač seštejmo ti dve zadevi skupaj, ker mene res srce boli, da ljudje uveljavljajo škodo po suši, zraven jim pa Sava teče na robu parcele, ali pa še kjer drug vodotok, ali pa so 100 metrov stran od najbližje akumulacije. Pa jamrajo, da imajo sušo. Mi pa na ministrstvu imamo ukrepe, recimo IRP 13, ki 100% financira izgradnjo namakalnih sistemov. Edini pogoj pa je, in to pa bom rekel majčkeno taka navihana zgodba, ker v Sloveniji je to včasih lahko težko, več uporabnikov mora biti. S tem, da tudi tukaj Evropa ne pozna dvojine, je včasih že 2 dovolj. Tako da ne verjamem, res ne verjamem. Zagotovo zadeva danes ni optimalna in nikoli ne bo. Tukaj je par enih takih stvari, v katero smer razmišljamo na ministrstvu, imamo pač ideje za poenostavitve, ampak eno je, kaj so ideje nas oziroma moje, drugo pa je, na kaj trčiš potem v fazi spremembe zakonodaje oziroma pravnih aktov. Ena izmed take stvari je, da moja želja je, da bom rekel, se namakalni sistemi
ne načrtujejo več s prostorskimi akti, ampak da bi bila ta zadeva dopustna neposredno po zakonu o kmetijskih zemljiščih. Ker se nam dogaja tako, da zaradi takšnih in drugačnih, ne vem, vplivov ali pa drugih nosilcev urejanja prostora v fazi prostorskega načrtovanja, predvsem občinskih prostorskih aktov, se zgodi, da za določeno območje kmetijskih zemljišč določen organ ne izda soglasja za izvedbo zemljiških operacij ali namakanja. Jaz mislim, da so to vrstne omejitve na ravni prostorskega načrtovanja občinskih prostorskih aktov previsoke, prezahtevne, ker se, tako kot zakon predvideva, in to predvideva predvsem druga zakonodaja, itak uvedba namakalnega sistema presoja na ravni posameznega projekta. In zato to zadevo omejevati na ravni prostorskega akta je po mojem mnenju nepotrebno. Ena izmed takih, mogoče večkrat že izrečene bogokletne misli, je to, da namakalni sistem ne bi več objekt. To pomeni, da bi se štel, tako kot imamo za določene druge stvari, v zakonu napisano, da bi bili namakalni sistemi pomožna kmetijska gozdarska oprema. To pa v končni fazi pomeni, da to ni objekt in zanj ga ne zagrabi gradbeni zakon, to pa pomeni, da gradbenih dovoljenj ni treba. Do zdaj, da bi imeli kakšne zelo ekstremno hude zagonetke z izvajanjem oziroma pridobivanjem gradbenih dovoljenj, jih nismo imeli, ampak vsaka zagonetka, ki je odveč. In eno izmed smeri razmišljanja, ki jo imamo, je to, da bi šli namakalni sistemi pod pomožna kmetijsko gozdarska oprema. Zdaj postopno dvigujemo, vsakič pač, ko se ta uredba odpre, ali pa tudi, ko se ne, smo pač sitni, kolikor se le da. To tisti, ki me dlje časa poznate, veste, da sem zelo siten, kadar pač verjamem, da je zgodba dobra oziroma da se razvija v pozitivno smer. In tudi pri uredbi o presoji vplivov na okolje smo začeli z nižjimi pragovi, smo jih že zdaj in sem hvaležen, bom rekel, kolegom na strani MOP-a, MOPE, MNVP, MKO, karkoli smo že vse bili vmes, da smo imeli posluh tukaj in bomo to smer z dvigom teh pragov poskušali nadaljevati tudi v prihodnje. Zdaj, ena taka stvar, ki se izvaja tudi v okviru tega LIFE projekta, je to, da se bodo neke smernice za izdajanje vodnih dovoljenj in tako naprej poskušale pripraviti, no in sestanek s kolegi smo že imeli. In meni je, bom rekel, škoda, da isti organi se večkrat vrtijo okrog plus minus enakih vsebin. In zdaj izdajamo vodno dovoljenje, izdajamo vodno soglasje za isti projekt. Razumem, da sta vsebinsko zadevi nekoliko različni si, ampak mogoče je resno za razmisliti, da bi Direkcija za vode oziroma pač MOP zdaj spet, kdorkoli organov sestavi, ta dva postopka združil. Ena izmed takih administrativnih zagonetk je tudi to, da v vodno dovoljenje pišemo parcelne številke. Od takrat, ko mi dobimo vodno dovoljenje, do takrat, če govorimo o površinsko večjih namakalnih sistemih, ko mi izdamo odločbo in seveda tekom njenega izvajanja se parcelne številke spremenijo velikokrat. Stvar, ki me danes skrbi, pa me skrbi za nekaj, kar bo verjetno čez 2, 3, bolj realno pa 5 let tukaj je, dobili bomo vlogo za uvedbo lokalnega namakalnega sistema Zgornja Vipavska dolina oziroma Ajdovščina in Vipava. Gre za največji projekt namakanja, ki je trenutno v pripravi in pogovarjamo se o 1824 hektarjev novega namakalnega sistema v enem kosu, v enem šusu takoj. V praksi je to skoraj 10.000 parcel. In ni hudič, da od takrat, ko bom jaz dobil vlogo sem za uvedbo namakalnega sistema, do takrat, ko bom izdal odločbo, se bo 50 parcel, se bo zgodile parcelacije, se bo zgodile zaokroževanja, delitve, karkoli že. In v vmesnem času bomo kaj? Milijonkrat spreminjali našo odločbo, uvedbo za potrebe vodnega dovoljenja in tako naprej in si samo delamo težave, tako da to je ena izmed naših zagonetk, ki bi jo radi rešili na način, da bi se iz vodnih dovoljenj črtale parcelne številke, ker, to smo pa z vodarji kolegi že govorili, za njih je v bistvu pomembno, kje se ta voda vzame, kakšen je momentalni odvzem, kakšen je maksimalni odvzem, pa kakšna je skupna letna količina dovoljena po vodnem dovoljenju. Zdaj, ali bo to ena parcela majčkeno bolj levo ali pa ena parcela majčkeno bolj desno, niti ni to ključnega pomena. Važen je, tukaj pa zdaj so naše ponastavitve,
tudi v odločbo o uvedbi namakanja bi mi zadevo radi vezali na območje prikazano v geografsko-informacijskem sistemu v nekem shape formatu. In če se spodaj dogaja parcelacije, takšne ali drugačne spremembe lastništva in gor in dol, mi imamo območje določeno na nekem informacijskem sistemu in je ta zadeva z tega vidika potem omejena in od tu naprej imamo možnosti samo znotraj tega območja, razen širitve in oženja, če govorimo za zasebne namakalne sisteme. Eno tako stvar, ki pa nas muči tukaj, ta je taka, malo provociramo, ta zadnja, zato je, bom rekel, tudi od težkega k težjemu, smo imeli to zadevo, tako da namakanje, da bi imelo prioriteto nad ostalimi nosilci urejanja prostora, torej če se nekdo odloči tam za namakanje, da v bistvu drugih niti ne rabimo spraševati, ta je taka malo provokativna, ampak če bomo enkrat iskali neke variante za resen dvig prehranske varnosti in samooskrbe v Sloveniji, bo, jaz mislim, na določenih območjih to zadevo treba narediti. To je zdaj tisti del strogo vezan na zakonodajo. Jaz sem skušal to zadevo skrčiti, ni se mi zdelo smiselno, da vam tukaj zdaj izseke iz zakona lepam noter, razen tisto, kar je bilo pač nujno treba. Zato sem želel, da se bolj pogovarjamo o tem in da mogoče opozarjam na tiste stvari, ki sem jih jaz zaznaval na terenu, tiste stvari, ki so mogoče v zakonu nekoliko manj vidne ali pa ne bom rekel, da skrite, in da se iz tega tukaj naredi eno tako predavanje, da to zadevo skupaj zapeljemo. Zdaj pa z naše strani ste dobili tudi povabilo, da nam mogoče že vnaprej zastavite določena vprašanja, da se o njih pogovorimo. Jaz sem ta vprašanja, mislim, da smo jih dobili, ne vem, 10 ali koliko. Jaz sem ta vprašanja zdaj tukaj noter prelepil in bi želel, da na njih odgovoriti. Kar pa se vam je zdaj tekom tega predavanja ali pa še tekom tisti, ki niste uspeli tega pisno dati, vam klede pojavila kakršnakoli zagonetka, bomo pa imeli pol debato še, mislim, da več kot dovolj časa. Zdaj, gospa Barbara je dala to vprašanje, na katerega jaz mislim, da smo zdaj tekom te prezentacije odgovorili. Mogoče ta zadnji del, katere so najpogostejše napake pri načrtovanju. Zagotovo je, ali pa jaz, mogoče bi drugače začel, no. Ne smemo imeti prevelikih oči. V praksi to pomeni, predvsem kar se tiče vodnega dovoljenja. Če mi uvajamo, ne vem, namakalni sistem velik 5 hektarjev, zagotovo ne rabimo 500 litrov na sekundo odvzema. Bodimo realni, imamo neke normative, imamo neke kriterije, imamo neko zdravo kmečko pamet in imamo tudi zelo usposobljene strokovne inštitucije, ki so tudi malo preračunale, koliko približno vode potrebuješ za posamezno kulturo. In tukaj imejmo realen domet do tega, koliko vode bomo rabili, ker tista voda, ki jo mi rezerviramo, z njo ne moramo več razpolagati drugi. To pa pomeni, da če človek majčka navihan, lahko s prevelikimi očmi oziroma prevelikimi željami po vodi mogoče onemogoča tudi druge pridelovalce. In iz tega vidika si mi tudi želimo, da bi se ljudje začeli med sabo pogovarjati, začeli sodelovati, da bi se začeli pogovarjati o uvedbi nekih, lahko rečemo temu, kolektivnih namakalnih sistemov, ker je bistveno drugače, ali nas 10 vsak zaprosi za 10 litrov na sekundo, ali pa mogoče si zgradimo en skupaj namakalni sistem, ki ima pa realno potrebo, ne vem, 25 litrov na sekundo, ali pa če ima 50, če zmer imamo pol manj potreb po vodi, zato ker nima noben od nas velikih oči. Druga stvar je pa to, da nas bo itak slej ko prej doletelo realno plačilo vodnega dovoljenja, vodne pravice in tudi porabljenih vodnih količin, ker voda za namakanje danes je res praktično zastonj. Če se pogovarjamo, da je, ne vem, skupen strošek namakanja, ne vem, 10, 11, 13 centov na kubik, je v primerjavi s ceno pitne vode to še vedno malo, s tem, da o pitni vodi govorimo samo o porabljeni vodi brez omrežnine, pa je tam evro in še malo na kubik. In tukaj pa govorimo o vseh stroških povezanih z namakanjem. Druga taka stvar je, da se bo treba pogovarjati o že podeljenih vodnih pravicah in sproščanju le-teh, ker imamo določene odseke na vodnih telesih, kjer, bom rekel, odločbo o uvedbi namakanja ne moramo izdati, zato ker vodnih dovoljenj oziroma vodnih pravic ni, pa vsi vemo, da je vode dovolj. To pa zato, ker so pač ta vodna dovoljenja prenapihnjena in iz tega vidika se nam potem dogajajo
druge stvari, ki so nepoštene, ampak razumljive, da ljudje pač pridejo in tisto vodo počrpajo ali na črno ali z nekimi cisternami ali kakorkoli, ker rešujejo svoj obstoj oziroma pač svojo kmetijsko proizvodnjo. V taki suši, kot je bila in se spet nam dogaja, jaz to razumem, ni pa po zakonu prav. Tako da dajmo pač tukaj res se proba držati teh nekih potreb, ki jih imamo, zna pa zadeva se slej ko prej nekega sončnega vročega dne tudi narediti neka samokorekcija. No. Iz Fakultete za družbene vede ste nas spraševali, kakšne razpoloženje za uvedbe na ravni občin, kmetov in tako naprej. Zelo različna. Ko se pogovarjamo o tem, zakaj nimamo več namakalnih sistemov, je ponavadi prvi odgovor to, kar smo ga že danes komentirali, da je to administrativno zahtevno. Moje izkušnje pa so, da se kmetje za namakanje sploh ne odločajo. Iz 100 različnih razlogov. Eno je zaradi zemljiške strukture, eno je zaradi strukture kmetijskega gospodarstva, ki jih imamo v Sloveniji, eno je od tega, koliko imamo tržno usmerjenih kmetij, koliko imamo takih, ki dejansko živijo od kmetijske proizvodnje do izplačil, ki jih dajemo po suši, po toči, po čemarkoli, po pozebi. Vsi ti dejavniki v bistvu odvračajo kmete od tega, da bi se za namakanje odločali. Tisti, ki resno to želijo, imajo pa potem spet naprej zagonetko, ali imajo dovolj premostitvenega kapitala za izgradnjo tega namakalnega sistema. Mi sicer želimo in do zdaj smo bili uspešni in smo vedno podprli vse namakalne projekte, govorimo o površinsko večjih oziroma teh za več uporabnikov. In tudi smo naredili poenostavitve na področju javnih razpisov, da mi ne zahtevamo 100% zaprtosti finančne konstrukcije, ampak se zaprtje finančne konstrukcije šteje, če imaš za 40% vrednosti investicije sredstev. Ali so to lastna sredstva, ali so to bančne garancije, krediti, kakorkoli že. 40% je dovolj, ne pa 100%. In to so ti odstopi, ki jih imamo za zdajšnje ukrepe, se pravi izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikov, in tako isto za tehnološke posodobitve teh sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Želeli bi si, res bi si želeli, da bi začnemo pri sebi, pri državi, da bi država res naredila te preboje. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se trudi. Začeli so sprememba zakona, zadnja, ki je bila decembra, januarja, februarja, potem aktivna. Tudi drugi subjekti z področja kmetijstva, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, imeli smo že sestanke tudi na terenu z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Republike Slovenije, Kmetijski inštitut se aktivno pripravlja na uvedbo novih namakalnih sistemov, tako da zgodbe tukaj so zelo aktivne, trajajo, ampak so zelo aktivne. Kjer pa jaz mogoče vidim en tak potencial, za katerega se pa premalo odločamo, so pa lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti, jaz mislim, da tukaj so še en tak subjekt, ki bi lahko marsikaj naredile. Imamo zelo dobre primere ustreznih praks, občina Gorišnica, občina Ormož, recimo občina Gorišnica je praktično cela pod namakalnimi sistemi. Zelo naklonjeno vodstvo, prejšnje vodstvo, zdajšnje vodstvo, ker je ekstremno kmetijsko naravnana občina in so se zelo zgodaj začeli zavedati potrebe po namakanju. Ne vem, ko se gradil namakalni sistem Formin, so bili to res eni prvih namakalnih sistemov, ne samo v Sloveniji, ampak še takrat na območju Jugoslavije. Ormož je taka stvar, Krško je zelo aktivno, Brežice so aktivne, Ajdovščina in Vipava, to smo že tudi omenili. Tako da nekatere lokalne skupnosti res so za zgled, nekatere pa res nočejo o tem niti slišati. Veseli me to, da ponavadi je nočem slišati, potem je pa en sestanek ali dva pa mogoče dovolj, da se začnemo o tem resno pogovarjati. In imamo tudi primere dobrih praks na Gorenjskem, recimo občina Komenda, občina Mengeš se pogovarjamo se Medvode, tako da se počasi to zavedanje po potrebi namakanja spodbuja, je pa, če je zadeva vezana na neko politično raven, je pa včasih lahko potem problem, ker pač uvedba namakalnega sistema sploh površinsko večjega traja nekaj časa in je potem lahko to tudi preveč spolitizirana zgodba. Ampak jaz sem optimist, glede na to, da, kot sem rekel prej, na državni ravni in tudi na lokalni ravni se stvari dvigujejo oziroma izboljšujejo. Zdaj, kar se tiče
to, kot je gospa Mori povedala, vplivi na kvaliteto podzemne vode, še enkrat mi vodo samo koristimo. Vse te vplive in podeljevanje vodnih pravic, meritve vodnih parametrov in tako naprej so v pristojnosti Direkcije za vode oziroma zdaj Direkcije za vode, ki je v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Tako da tukaj jaz celo bi drugače nastavil. Ob pametnem namakanju, se pravi, da govorimo o nekih ustreznem doziranju vodnih količin, je lahko namakanje celo zelo zaščitni ukrep, ker se s tem spravijo za rastline ustrezne oblike vse tiste snovi, ki jih rastlina potrebuje in smo jim jih umetno dodajali, ali so to hranila, ali so to FFS, gnojila ali kakorkoli, in se s tem preprečuje izpiranje v podzemno vodo. Govorim pa seveda o tem, da namakamo ustrezno, pametno in pa seveda, da smo tudi vsa ta sredstva prej dodali v ustreznih količinah, toliko, da jih rastlina lahko počrpa, tako zdaj uradniško, v največji možni meri. Se pravi, da res, ker nihče si ne želi, da imamo ostanke izpiranja in tako naprej, ker surovo gledano je to, bom rekel, strošek, kot drugo pa z zavedanjem, ki ga vedno bolj želimo dajati tudi kmetijskim gospodarstvom, da moramo skrbeti drug za drugega, ker če ne, na koncu ne bomo imeli več skrbeti za nikogar, če si bomo te naše vodne vire, ki jih imamo potem slej ko prej tudi za vire pitne vode, tako ali drugače s čimerkoli onesnaževali. Tudi kmetijstvo ne moramo reči, da nima vpliva na podzemne vode, zagotovo ga ima in se moramo tega zavedati, in jaz tudi mislim, da so to eni izmed takih ukrepov, ki jih bo naslavljal tudi nov načrt upravljanja z vodami, se pravi NUV3, ki pa, kolikor je meni znano, je v pripravi. Kako se bodo odločale, gospod Kuk je tukaj rekel oziroma vprašal, količine potrebne vode, za katere bodo dimenzionirani namakalni sistemi. Vmes sem že omenil, da imamo neke gabarite, znotraj katerih se vrtimo. Taka zelo, bom rekel, povprečna ocena, ki je pač povprečje in je statistično ustrezna, je pa tudi statistična laž, je, da potrebujemo tam med 0,5 do 0,67 litra na sekundo na hektar za potrebe namakanja. Potem pa zavisi od kultur, od potreb, od površine, od tipa namakalne opreme, od starosti namakalnega sistema in tako naprej, ampak to so neki taki okviri. Kot rečeno tudi že prej, na spletnih straneh, tudi na našem portalu znanja, ki ga pač vodimo pri nas na ministrstvu, so objavljeni ciljni raziskovalni projekti, CRPI, tudi z področja namakanja, in v enem od njih potrebne vodne količine so tudi noter opredeljene te glavne kulture, ki jih v Sloveniji gojimo, in njihova realna potreba po vodi. In če od tega odbijamo padavine, ki jih imamo oziroma so bile v tistem času dane, se lahko zelo hitro ugotovi. Zagotovo pa tukaj ne smemo zanemariti teh novejših pristopov, senzorike, analitike, ki jo imamo. Jaz bi res svetoval, da za tiste, ki se odločajo za namakalne sisteme, da se že v tej zgodnji fazi naredijo ustrezne analize tal, da se ve, kakšne so poljske kapacitete, kakšne so vodno vzdrževalne sposobnosti posameznih tal, kje je tista točka venenja in da točno vemo, kakšno je to. Potem se pa da z nekimi relativno enostavnimi senzorji spremljati vlažnost v tleh in na podlagi tega se odločati za namakanje. To je mogoče zdaj slišati malo futuristično, pa ni. Kolegi iz Kmetijskega inštituta in Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, jaz sem pač imel to priložnost in se še enkrat zahvaljujem, da sem šel pogledati ta nov laboratorij za analitiko tal. Ni to tako, da bi šel pa majčkeno potipal po tleh pa rekel, to je pa zdaj taka tekstura, to bomo zalili, pa je stvar kar v redu. Če se želimo iti res strokovno in pač te kolegi na inštitucijah so, te zadeve niso tako ekstremno drage, bomo imeli pa zelo vrhunske podatke in osnove za to, da bomo znali tudi pametno s to vodo ravnati, in to je navezava tudi na tisto vprašanje prej, kar se tiče spremljanja teh vode in izpiranja hranil in FFS-jev in gnojil v podtalnico. Sredstva za vzpostavitev namakalnih sistemov imamo jih od leta 2004 skozi in do zdaj ni bilo projekta, govorim zdaj za površinsko večje zadeve oziroma tiste več uporabnike, včasih so bili to veliki namakalni sistemi in tako naprej, da ne bi tega projekta podprli. Pilotni projekti, pri katerih kmet ne bi subvencioniral investicije, kot rečeno, imamo državne oziroma širše javne namakalne sisteme,
imamo firme, imamo občine, imamo inštitucije, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, imamo vse to, na kogar se kmet lahko v primeru, da ima težave, bom rekel, z zagotovitvijo ali kadrovsko, ali časovno, ali projektno, ali kakršnakoli zagonetko, tudi finančno v končni fazi, na kogar se lahko obrnejo. Zato jaz tukaj še enkrat res apeliram, vsi, ki ste mogoče vam je malo posvetilo zdaj, ali pa že prej, da bi pa mogoče kaj o namakanju se pogovarjali, pridite do nas. Res. Izobraževanja, tako kot je tole, jaz sem jih imel že kar nekaj. Tudi, ko recimo primer spet izpostavljam občina Ajdovščina, jaz sem bil po moje na 30 sestankih s kmeti, ponekod jih je bilo 100, ponekod sva bila 2, zato da smo na vsa ta vprašanja, ki so specifična, nekatere se ponavljajo, nekatere se od lokacije do lokacije spreminjajo, da smo jih razrešili že v tej najbolj zgodni fazi. Tako da, če imate kakršne koli želje, ideje, vprašanja, ni razloga, da se ne bi dobili ali prek spleta ali pri nas, zagotovo ne sme biti težava tudi, da mi pridemo do vas in to tudi zelo aktivno delamo, zato da tudi jaz ne verjamem v zgodbo, da bom jaz to iz pisarne odločal. Če se nek tak projekt dogaja, bil sem, ne vem, pred parimi tedni v Medvodah, smo isto, tam je bilo 30 ljudi, luštno smo se pogovarjali, jaz verjamem, da po teh letih znam odgovoriti na večino vprašanj, daleč od tega pa da na vsa. In moram biti pošten, tisto, kar ne vem, si zapišemo in potem damo ali pisne odgovore ali pa se potem dobimo še enkrat, ko mi te odgovore dobimo. Tako da, če imate kakršnakoli vprašanja, dajte nam jih poslati. Imeli smo tudi posebej izobraževanja za lokalne skupnosti, en sklop izobraževanj smo imeli, se pravi, imeli smo za izobraževanja po regijah, tako da tudi to smo že izvedli. Če ocenjujete, da bi bilo tako predavanje še enkrat potrebno, ga zagotovo lahko še enkrat naredimo. Nimamo težav, zdaj tudi tole danes snemamo in se lahko tudi ta predstavitev pogleda za mogoče tiste prve občutke, potem pa bomo prišli do vseh dilem, ki so pa za vaše lokacije specifične, pa bomo tudi na tiste probleme podali ustrezne odgovore, če jih bomo imeli, če pa ne, do zdaj se mi sicer to še ni zgodilo, bomo pa pač rekli, da se ne da, kar pa še enkrat se vrnemo par prosojnic nazaj, ne verjamem, da se ne da. Tako da, a to samo en pisk ali še komu drugmu? Ne, ok, samo meni. Kar se tiče ekonomske upravičenosti namakanja za manjšo kmetijo. Zdaj, vsak mora pri sebi natuhtati, ali je stvar za njegovo kmetijo, za njegov namakalni sistem ekonomsko upravičeno. In včasih smo zahtevali s to neko interno stopnjo donosnosti za te namakalne sisteme, ker se pa itak izkazalo, da je metodologija taka, da neke hude ekonomike v ozadju ni bilo. Kot rečeno, za te površinsko večje namakalne sisteme imamo neko tako ocenjeno vrednost tam med 10 in 13 centi na kubični meter vode in iz tega vidika si lahko vsak zna preračunati, koliko približno vode bi za svojo kulturo potreboval in potem vidimo, kam pridemo. In on si potem sam preračuna, ali bo svojo kmetijsko proizvodnjo to ekonomiko dosegel. Najpogostejši razlogi za vrnitev vodnega dovoljenja in kako se jim izogniti, jaz mislim, da smo to že prej se pogovarjali o tem, da imamo prevelike oči pri zahtevah za vodno dovoljenja. Sam sekund, jaz sam odklopam pa še enkrat. Se slišimo? Martina? Vse, ok. Nekaj mi je... Se mi še zmer. Nima veze. Bodimo realni in zmerni pri pač vseh zadevah, ki so povezani z vodo, ker pač jo potrebujemo vsi in dajmo, bom rekel, s to vodo ravnati odgovorno, no. Ali se pričakuje spremembe zakonodaje? Tudi to jaz mislim, da sem že malo omenil, kakšne so naše želje, kakšne so smeri razmišljanja. Zdaj, koliko rigorozno bomo šli, zagotovo v prostoru nismo sami in se moramo pač tega zavedati in da tudi trčimo na ostale deležnike v prostoru. Ene so ekstremno nam naklonjene, to pomeni, da nobenega ne sprašujemo in gradimo namakalne sisteme,
Drugo je, da skušamo, bom rekel, z nekimi soglasji in takimi stvarmi se umestiti v prostor, se pozicionirati. Imamo v zakonu tudi noter napisan, da je izgradnja namakalnega sistema v javno korist, se pravi, se lahko pridobiva tudi služnost ali pravica graditi v javno korist. Tako da te določene stvari so že v zakonu noter. Če pa imate kakršnekoli ideje, na kakšen način to zadevo še poenostaviti oziroma kako bi ustrezno spremenili zakonodajo, dajte to nasloviti na nas. In ko se bo naslednjič zakon odpiral, ali ko bo šel medresorsko usklajevanje, ali pa že prej, da imamo mi te zadeve zbrane in da lahko potem se pogovarjamo o implementaciji teh predlogov, če so seveda pač skladni tudi z našimi željami in usmeritvami. Kar se tiče vzdrževanja, smo tudi že nekaj rekli, amortizacijska doba je opredeljena, dolgoročno vzdrževanje, seveda to redno vzdrževanje je vezano na uporabnike, zdaj če govorimo na javne namakalnih sistemih, imamo to pogodbo, v katerih se potem pač način zaračunavanja oziroma obračunavanja stroškov namakanja opredeli v tej pogodbi, ali je to enkrat letno, ali je to na mesečni ravni, ali je to na četrtletje, kakorkoli že. Če pa govorimo o nekim investicijskem vzdrževanju oziroma tehnoloških posodobitvah, pa tudi za to imamo javne razpise, to vam znajo zelo lepo povedati v Savinjski dolini, kjer smo, jaz mislim, da praktično vse namakalne sisteme v prvi fazi že posodobili, nekateri namakalni sistemi so že dvakrat bili uspešni na javnih razpisih za tehnološke posodobitve in jaz mislim, da je Savinjska dolina res en tak primer, kamor se gre lahko pogledati in naučiti, kako s temi tehnološkimi posodobitvami gremo. Tako da imate tudi kolege na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Republike Slovenije, ki so bili zelo aktivno vključeni v te tehnološke posodobitve, tako da se lahko tudi na njih obrnete, pa še od njih kakšno zgodbo slišite, ne samo od nas, kakršnakoli vprašanja, še enkrat se obrnemo na nas. Zdaj, kar se tiče Inštituta za oljkarstvo, gospe Podgornik, jaz mislim, da večino teh stvari sva midva že v živo razrešila, ampak glede na to, da sva to reševala v živo, ostali tega niste slišali. V okviru strateškega načrta zagotovo imamo tudi sredstvo za vzpostavitev vodnega vira, govorimo o teh manjših akumulacijah in to je tisto, kar sem jaz rekel prej na začetku, da ne verjamem, da vode nimamo. In zato bi lahko sploh recimo pri oljkarjih ali pa pri kakšnih manjših trajnih nasadih, ker gre, bom rekel, za manjše površine, ki pa so intenzivnejše, je včasih lahko nekaj 10 kubikov zadržane vode že dovolj. In katere konkretne rešitve mi to financiramo iz strateškega načrta in tudi zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč se lahko po 3. členu zakona o kmetijskih zemljiščih financirajo, umeščajo neposredno na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe. Tako da vse te zakonske rešitve že imamo notri. Zdaj, kar se tiče razvoja alternativnih vodnih virov, zagotovo si želimo, da je vsa voda, s katero razpolagamo v Sloveniji, na voljo za različne potrebe, torej tudi za kmetijstvo in ena izmed takih alternativnih vodnih virov so seveda tudi čistilne naprave in voda iz čistilnih naprav. In to smo že poskušali, majčkeno imamo zagonetke, kako zdaj pridobiti ustrezna vodna dovoljenja za to vodo iz čistilnih naprav, ampak tudi ta voda je tista, ki bi jo lahko za potrebe kmetijstva uporabljali. Zdaj, kar se tiče soglasja in dovoljenj, ena vloga, eno mesto, to smo imeli. Ampak ni bilo možno tega nadaljevati, zato ker je pač od lokacije do lokacije odvisno, kaj posamezni vlagatelj potrebuje, glede na območje varovanja in omejitev po posebnih predpisih. Da bi mi zahtevali že vloge za uvedbo namakalnega sistema, vse možne študije in gor in dol, in da bi se potem izkazalo, da teh študij ne potrebuješ, bi bilo neracionalno, nesmiselno in neekonomično. Ker smo enkrat že probavali, da smo mi zaprošali za mnenja, ne vem, zmišljujem si Zavod za varstvo kulturne dediščine, pa so nam oni poslali vlogo za dopolnitev, kaj vse moramo priložiti zraven, tega mi seveda nismo imeli in smo to potem dali vlagatelju, pa je vlagatelj dopolnil in gor in dol smo se šli v bistvu poštarja. In to ni cilj eno mesto, ena vloga, zato pa, da ne obremenjujemo teh vlagateljev, smo potem to zadevo pustili in smo zdaj to zadevo pač nazaj šli na sistem odvisno od lokacije in da se pridobi tisto ustrezno dovoljenje. Ali so postopki in zahteve vzpostavitev zasebnih namakalnih prilagojeni majhnim družinskim kmetijam? Zagotovo so. Nič ni drugače. Ali je to družinska kmetija, ali je to Janez Novak, ali je to malo podjetje, ali je to karkoli, gre za poseg v prostor. In
iz tega vidika niti nima veze, kakšna površina je, in tudi ne vem, zakaj bi za male družinske kmetije delali izjeme, ker gre, bom rekel, za tak poseg v prostor, ki pač to potrebuje. Kulturno-varstvena soglasja, ja, so bile z osnovi trajne fasade že globoko obdelana. Mi seveda si, ko se kakršnakoli območja varovanja in omejitev po posebnih predpisih spreminjajo, določajo, seveda smo aktivni zraven, koliko smo uspešni, je druga stvar. Če je Zavod za varstvo kulturne dediščine tam prepoznal nek svoj, bom rekel, pomemben subjekt ali površino, ki je ali z vidika vedute, ali z vidika arheoloških izkopavanj, ali takih in drugačnih objektov pomemben, potem pač so oni to prepoznali in zaščitili na tak način, ne glede na to, ali je tam kulturna dediščina, ali je tam kmetijska krajina, ali je to karkoli takega, to pač moramo spoštovati. Če se enkrat neko tako območje določi, potem je to to. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje. To je taka stvar, ki pa, bom rekel, me zelo veseli to vprašanje, po drugi strani sem pa zelo žalosten, ker ko smo zadevo mi, drugače bom začel, mi imamo v Sloveniji seveda tudi ogromno nekih osuševalnih sistemov. In ti osuševalni sistemi so v taki ali drugačni fazi bili zgrajeni in tudi v različnem stanju so danes glede njihovega stanja, se pravi vzdrževanosti in tako naprej. In mi smo za določen del teh osuševalnih sistemov imeli javno službo, ki jo izvaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, oziroma imamo še vedno. In imeli smo en kup nekih osuševalnih sistemov, za katere niti nismo vedeli, v kakšnem stanju so. In v zadnjih 6 letih smo mi, bom rekel, to evidenco osuševalnih sistemov prečistili in tudi ukinili vse tiste osuševalne sisteme, ki, bom rekel, ali niso bili smiselni, se je nivo talne vode tako spremenil, da osuševanje ni več smiselno, nikoli ni bil zgrajen osuševalni sistem ali karkoli podobnega. In pa seveda smo prišli do situacije, kot je na Ljubljanskem barju. Tam je red velikosti 20 osuševalnih sistemov, za katere smo mi želeli, da jih spravimo v neko sistemsko vzdrževanje, in za to vzdrževanje se pripravijo programi, letni programi vzdrževanja, in seveda morajo biti ti programi vzdrževanja usklajeni z upravljavcem, tudi v tem primeru Krajinskim parkom oziroma Zavodom za varstvo narave Republike Slovenije. In naš interes je v bistvu bil, da bi se sonaravno skupaj z naravovarstvenimi smernicami in ukrepi ti sistemi tako ali drugače vzdrževali, ker ravno ali pa posledica teh osuševalnih sistemov so tudi habitati, ki so danes tam. Ne bom rekel, da je to, ne vem, bilo osuševanje barja ekstremno dober ukrep, zagotovo ne, ampak zato so se naši predniki odločili in posledica tega je pač stanje v naravi tako, ki je danes. In mi smo želeli, da bi se ti jarki tako ali drugače, bom rekel, vzpostavili in v teh jarkih se nabira voda, ki bi se lahko za potrebe namakanja uporabila. Podobno smo imeli na ravni Ankaranske bonifike, kjer je bil, bom rekel, v tem Ankaranskem odvodnem kanalu, kjer se zbirajo zaledne vode in deloma tudi pač voda iz Rižane. Tam gor smo imeli postavljen neko črpališče za potrebe namakanja in se pač ta voda koristila. Tako da prakso v Sloveniji na to temo imamo. Ampak zgodilo se nam je ravno to, da je na podlagi, bom rekel, Zavoda za varstvo narave, ne vem, ne bom zdaj trdil, ali tudi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, nam ti sistemi niso bili puščeni, da bi jih vključili v redno investicijsko vzdrževanje, zato pač ti sistemi osuševalni so tam v takem stanju, kot so, in bodo taki tudi ostali do nadaljnega, zato pač te vode oziroma s to vodo tam žal zaenkrat ne moremo razpolagati, razen, bom rekel, za tisti del osuševalnih sistemov, za katere smo pač te bili zmožni vsi skupaj najti neko soglasje, da so del rednega investicijskega vzdrževanja oziroma upravljanja vzdrževanja prek javne službe, ki jo izvaja sklad. Tako da ja, imamo primere dobre prakse, imamo vse skupaj, imamo pa tudi, bom rekel, sistem, ki nam tega ne dopušča, da bi, bom rekel, na tej dotični lokaciji zaenkrat to lahko počeli. Zelo izpostavljam pač, da je to zaenkrat, no. Matej, hvala za tole vprašanje. Vemo, kako je s to vodo tam v Savinjski dolini, ne. Mi bi si res želeli, da bi ne samo v Savinjski dolini, ampak širše,
imeli več ali pa poenostavljene možnosti za dostopa do vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, da bi gradili večnamenske zadrževalnike. To se pač kot resor res vedno želimo vključiti zraven aktivno in da bi te akumulacije, ki so, da se ne dela samo za protipoplavno zaščito, da se ne delajo suhi zadrževalniki, da se ne delajo zadrževalniki samo za potrebe turizma, ribogojstva, česarkoli, ampak da vedno zraven razmišljamo širše in tam želimo tudi mi biti aktivno zraven. Zelo smo bili uspešni recimo pri energetikih, tam imamo na Dravskem kanalu imamo zelo velike koncesije za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, podobno imamo na hidroelektrarni Mokrice, in tudi, ko se bo delala hidroelektrarna Brežice, tam bomo zraven, je že vse dogovorjeno in tako naprej. Tako da smo uspešni pri teh večnamenskih akumulacijah. Seveda malo šparamo podzemno vodo za potrebe pač pitne vode, ki jo imamo, zavedanjem pač, da je to tista osnovna tudi ustavna pravica do pitne vode in da je ta pitna voda, bom rekel, na razpolago takrat, kadar drugih vodnih virov nimamo. V Savinjski dolini je zdaj predlog državnega prostorskega načrta, tako za spodnjo Savinjsko dolino kot pripravo za zgornjo Savinjsko dolino. Pač prejšnja struktura je zadevo pač zapeljala tako, kot je, kaj bo naredila nova, ne vemo. Želimo pa si, da bi tudi v spodnji Savinjski dolini imeli več mokrih zadrževalnikov, iz katerih bi lahko črpali vodo za potrebe namakanja, kot je to Žovnek, kot je to Braslovško jezero in tako naprej. Kot je predvidena tudi Goznica, že v državnem prostorskem načrtu, želeli bi pa si, da bi imeli vsaj še enega oziroma dva zadrževalnika za potrebe namakanja, skupno dodatnih tam nekaj, kot smo se pogovarjali z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, da bi zagotovili nekaj dodatnih med 3 in 4 milijone kubikov vode za potrebe namakanja na letni ravni, za potrebe zdajšnjih namakalnih sistemov in pa seveda tudi za potrebe namakalnih sistemov, ki so še v planu. In zdaj sem jaz prišel čez ta vprašanja, ki so bila zastavljena. Še enkrat, kar se tiče samega tega surovega namakanja, pač zaenkrat imate tega zmaja, ki mu je ime Tomaž Primožič, imamo pa na Ministrstvu za kmetijstvo v okviru LIFE-a tudi dva zelo sposobna in usposobljena sodelavca, gospod Martino Lavrič in pa Denisa Maraža, ki, če ne drugega, v najslabšem primeru boste naredila forward do mene, mrske pa tudi že ona dva vesta in se še aktivno učita in vam boste že ona dva lahko pomagala. Tako da res karkoli imate vprašanja v zvezi z namakanjem, dajte nam poslati in to je to. Tako da s tem jaz tole zaključujem, tako da hvala lepa in ustavljam tole delitev ekrana. In to je to, kar se mene tiče, zdaj pa seveda odpiramo razpravo. Hvala lepa. Dajte se kar oglasiti, no. Ja, v bistvu bi mogoče jaz, Smolač Nataša iz Direkcije za vode. Zdaj mogoče, mi smo že imeli en sestanek, smo se pogovarjali s sodelavci, zdaj mogoče to ste omenjali združitev vodnega dovoljenja in vodnega soglasja, ne, enim postopkom. Tudi o tem so že bile dokaj razprave že pred leti, da mogoče zdaj se pravi predlaga, da se to pol nadaljuje na nivoju ministrstva, ne, pogovori v tej smeri, kaj to pomeni. Ne vemo, da je pač vodna pravica se podaja za rabo vode, medtem ko vodno soglasje pa za poseg v prostor. Zaradi tega sta dva ločena postopka, ampak seveda to je stvar dogovora, na primer, na kak način to zapeljati. Drugo, kar se tiče večnamenskih zadrževalnikov, podobno kot sami ugotavljate, jih je premalo, bi bilo treba izkoristiti predvsem že obstoječe zadrževalnike tudi za namakanje. Vemo, da je teh zadrževalnikov kar nekaj v Sloveniji, predvsem to, kar se tiče za hidroenergetsko rabo, za protipoplavno zaščito, jaz mislim, da je to na voljo še dovolj vode za rabo. In tudi iz vidika vpliva na stanje voda, je boljši večji
namakalni sistem, kot pa posamezniki, da pridejo, da jemljejo vodo direktno iz vodotokov. Da v vsakem primeru boljše združevati namakalce v en večji sistem, da se zgradi na primer ena zaloga za vode in se tam potem ta voda pač tudi uporablja za namakanje. Da toliko z moje strani kot komentar, ste pa moram poudariti, da ste zelo lepo predstavili celotno problematiko, vse povedali, kje so na primer lahko posamezni problemi, s čim se srečujete in kaj bi bilo treba narediti v prihodnje. Super, hvala lepa vam. Jaz zdaj se opravičujem, mogoče kaj odmevam ali pa se mi mogoče kaj slab sliši, toliko so mi neke slušalke piskale, da nisem mogel več. Hvala vam za tale komentar, res me veseli, da imamo tukaj podobno videnje in se zelo strinjam z vami ogromno. Nekaj, ko je delal, kaj že Inštitut za vode, je delal analizo zadrževalnikov, ki jih imamo, pri katerih je ena izmed prioritetnih rab vode, se pravi primarna, sekundarna, terciarna opredeljena raba vode tudi za namakanje, ali je bila projektirana, ali zgrajena, ali z vodnimi dovoljenji opredeljena. Imamo vode v Sloveniji ogromno. Ogromno jo imamo. Ne znamo izkoristiti in zato jaz pravim, da je to podzemno vodo mogoče v tej fazi res jo mogoče še ščititi in hraniti za tisto, kar je njen, bom rekel, namen, predvsem za pitno vodo za potrebe prebivalstva. In da dajmo izkoristiti to, kar imamo. Imamo tudi namen, zdaj pač bom rekel, da imamo namen, da spisati tudi crp, kjer imamo pa glede na kmetijsko pridelavo največji manko vode in kjer bi bilo smiselno mogoče še kakšen zadrževalnik, pri katerem bi bila pač primarna raba namenjena za namakanje kmetijskih zemljišč, tak zadrževalnik postaviti. Tako da to smo bili tudi v navezi z Inštitutom za vode in oni so to zelo spodbudili. Direktorica so bila pred 14 dnevi, dvakrat so se dobila takole, in je tudi rekla, da imajo oni v svojem programu, da bojo probali še kakšne take stvari pogledati, tako da tukaj res sodelujemo z njimi. Tako da, in me res veseli, tako upam, da nisem kaj grdo rekel čez direkcijo, ker res dobro sodelujemo. Pač bom rekel, vsi imamo tudi svoje usmeritve, ki moramo slediti glede našega vodstva. Zagotovo pa mislim, da na tej strokovni ravni vsi vidimo, bom rekel, stvar v isto smer in to me zelo veseli. Tako da hvala vam. Matej Napič, vi ste imeli še roko. Jaz sem se sam želel zahvaliti za dobro pregledno predavanje. No, super, hvala. Me veseli in tudi to sem res hotel postaviti na to, kar sem zadnjič videl v vašem laboratoriju. To je mogoče taka stvar, ki danes zagotovo po zakonu ni obvezna, zagotovo nikjer ni opredeljena. Je pa, jaz mislim, da to tista osnova, ena poteza več, ki jo imamo zdaj na voljo, ker smo prek IRP 38, prek konzorcija, vam omogočili, da ste do te opreme prišli in je tudi zelo, zelo dobro implementirali. Dajmo izkoristiti te laboratorije in inštitucije, ki jih imamo, da lahko, bom rekel, te osnovne gabarite imamo in pa seveda imamo tudi veliko potem te senzorike, s katere se ukvarjajo na vseh teh inštitucijah in bom rekel, to ni tako zelo velik vložek, kot je lahko kasneje velik prihranek. Tako da dajmo se pogovarjati, malo tudi spremljate, ne vem, bil je dan robotike pred 2 mesecema na Kmetijskem inštitutu na Ptuju, tam se vidi, so bile predstavljene en kup nekih sonc, senzorjev in takih stvari. To so zanimive zgodbe, vsi tisti, ki bom rekel, malo tudi te žilce za novitete, za mogoče še take stvari, je zelo, zelo veliko, zelo, zelo dobrih primerov. Tako da dajte izkoristiti to, kar je. Tako da, če bi še kdo kaj povedal, kaj dodal, če je komu še kaj manjkalo, da lahko, bom rekel, ko bomo predstavitev objavili na teh spletnih mestih, da mogoče še kakšno stvar dodamo. Drugače pa res še enkrat pozivam, če veste za koga, ali ste sami o tem, da razmišljate o namakalnem sistemu, razmišljate o tem, pa imate strahove take in drugačne, vprašanja, ideje, želje, zagonetke, dileme, ne vem kaj še teh besed, ni problem poklicati, ni problem priti do nas, mail poslati, karkoli, pač jaz skačem po sestankih, imam telefone, sem klepa ali pa me ni tu, pošljite sporočilo, pošljite elektronsko pošto, samo napišite namakanje, pa pustite telefonsko številko spodaj, pa spokličem nazaj. Nobenega problema ni, zato smo tu, da vam do teh ciljev pomagamo. Tako da res dajte izkoristiti to
in vam bomo pomagali. No. Do zdaj smo vsakmu in nimamo tudi najmanjše želje, volje, da bi komorkoli rekli ne. Mi smo tukaj zato, da to promoviramo, da do tega namakalnega sistema vam pomagamo priti in ne pa antipropaganda. Tako da dajmo res probati tole zdaj, glede na to, kaj nas čaka. Če ste majčkeno brali, tudi bilo je v Dnevniku, pa na Agrobiznisu in tam naprej bil tudi intervju z gospod Lučko Kajfež-Bogataj, mislim, da je bil ta teden ali prejšnji teden je bil objavljen članek. Pač klimatologinja, zelo priznana, zdaj že gospa z veliko izkušnjami in do zdaj imela ponavadi kar zelo prav, kar nas čaka. Tako da imamo zdaj lovimo priključek za tistimi, ki so že šli mimo nas, ampak če bomo pa še malo odlašali, bomo pa toliko bolj mogli teči, da bomo ta priključek uspešno ujeli. Tako da, če ni drugega, jaz se vam zahvaljujem. Res sem vesel, da se nas je toliko zbralo. Hvala za tale pozitiven odziv vsem, ki ste ga dali. In če ne prej, naslednjič. Hvala lepa vam in lepo se imejte. Hvala, adijo. Ja. Hvala, adijo. Hvala.